Um, Omenili ste, da so Romi srčni ljudje. Smo. Ste, oprostite, ste srčni ljudje. Vendarle pa iz medijev pogosto slišimo relativno krute zgodbe o zanemarjanju otrok, o zelo zgodnjih najstniških nosečnostih, o posilstvih mladih deklic. A je to nekaj, kar vi tudi opažate na terenu, ali je to urbana legenda, ki se pri nas širi iz ust v ust, pa nima veliko skupnega z realnostjo? Tukaj treba poudariti dve ključni zadevi. Gre za posamezne primere. Ampak ker v medijih te zgodbe tako dobijo dejansko neka svoja krila in se to začne zelo zmotno posploševati, kot da to celotna skupnost enako počne oziroma ima enako tradicijo. Še bolj pa mene osebno zmoti, ko enačijo zgodnje in prisilne dogovorjene poroke z romsko kulturo oziroma romsko tradicijo. Ne? To ni del romske kulture, to je zgolj samo trgovanje z ljudmi, ko govorimo o mladoletnikih. Sploh, če je tukaj posredi še kakšen denar oziroma dota, ne? To je samo pač trgovanje z ljudmi, sploh, ko govorimo o 13-14-letnicah ali tudi 13-14-letnikih. Tako da tukaj dejansko tudi medijski svet naredi ogromno škode zaradi načina poročanja. Ker sam sem bil tudi na številnih konferencah, kjer so govorili o zgodnjih in prisilnih porokah nasploh v Sloveniji, potem dejansko vidiš, da tista številka, ko so zabeleženi primeri tudi iz romske skupnosti, sploh ni tako velika napram ostalim. Samo pač za razliko, da se v ostalih primerih ne poroča. Zato ima potem nek povprečen gledalec, poslušalec občutek, da se to dogaja zgolj samo pri Romih, kar pa ni res. In če vas jaz zdaj vprašam, torej tudi znotraj romske skupnosti obstajajo mlada dekleta, ki si lahko izbirajo partnerje, Seveda. ki niso prisiljene v odnose, zato ker želijo neke starešine oziroma njihovi starši. Seveda, v večini primerov je tako. Spet, govorimo samo zgolj o posameznih primerih. Ne bom trdil, da se to ne dogaja, ker se, ampak spet se ne dogaja toliko, kolikor pa bi morda nek gledalec, poslušalec mislil. Jaz tudi vedno na svojih predavanjih se vedno pošalim, ker res imamo zelo širšo familijo, imam res veliko bratrancev in sestričen. In dajem vedno za primer, da so recimo moje sestrične, ki so poročene, one so tiste, ki upravljajo finance v družini, one so tiste, ki skrbijo res, da vse poteka tudi, kar se ekonomskega statusa tiče v Sloveniji, mislim v družini, da so one tiste, ki to urejajo, ne moški, in so potem morda kakšni bolj staromisleči moški zelo malce užaljeni, kako pa lahko to, da ženska lahko skrbi za to, to je pa ja moško delo. Ne? Tako da tudi tukaj že vidim potem pri večinskem prebivalstvu, da so malce bolj starokopitno naravnani. Ne? In so že z tega vidika, recimo, govorim o mojih sestričnah pa naši družini, že toliko bolj naprednejši, ne? Pa so vse izobražene, zaposlene, tudi samostojne podjetnice. Tako da tudi teh posameznic, če govoriva o Rominjah, je kar nekaj. In če bi vas vprašala, ne želiva si posploševanja, ne, ampak če vas bi vprašala, je torej v romski populaciji kaj več patriarhata, kot bi ga recimo, kot ga opaste v neki slovenski populaciji, ali je to nekaj, kar je popolnoma enako, odvisno od posameznika, odvisno od vzgoje, odvisno od karakterja človeka? To je spet eno tako zmotno prepričanje, ker res, ko sem začel bolj namensko raziskovati tudi zgodovino Romov, kulturo, tradicijo, sem ugotovil, da bi si celo upal trditi, da je bolj prisoten matriarhat kot pa patriarhat. Ker tudi znotraj naše družine je bila babica tista, ki je imela glavno besedo. Tako. In vedno, kjerkoli sem se pogovarjal z Romi, ker res obožujem poslušati Rome, njihove osebne zgodbe, skoraj vedno je nekdo, ki reče, naša babica je bila pa šefica družine, recimo, šefica bova rekla družine, ki je narekovala, kako bo družina živela. Ne? Tako da bi si bolj upal trditi, da je bolj prisoten matriarhat kot pa patriarhat. In glede na to, da radi poslušate dobre zgodbe, da imate to zelo široko družino, da se očitno tudi kar nekaj z Romi družite, a nam poveste par teh dobrih zgodb? Torej, kako lahko izgleda življenje Roma v Sloveniji leta 2026? Povsem običajno.
če izvzamemo vse te negativne zgodbe, ki so v medijih bolj v ospredju prisotne, bi bile recimo naše zgodbe, če bi poročali o teh dobrih zgodbah, povsem običajne, morda celo malce dolgočasne za kakšnega bralca ali pa poslušalca ali pa gledalca. Ampak vseeno, jaz se kot novinar trudim res izpostavljati zgodbe posameznikov, ki so morda dosegli še celo nekaj več kot pa recimo nek povprečni državljan Republike Slovenije. Ali ima kakšen poseben potencial oziroma skriti talent, pa je na svojem področju bolj zablestel nad ostalimi. In jaz res z veseljem o takih zgodbah poročam. Me pa zelo presenetilo že pred parimi leti, tudi ko sem se sam podal v podjetniške vode, koliko posameznikov Romov je samostojnih podjetnikov v Sloveniji, ne? Ampak žal spet se nočejo sami medijsko izpostavljati, čeprav bi meni kot novinarju to bila res ena taka zlata, odlična zgodba, ker s tovrstnimi zgodbami res lahko premagaš marsikateri stereotip in predsodek pri večinskem prebivalstvu, ker dokler ljudje ne vidijo, ne slišijo res to osebo, pač ne vem, če ravno verjamejo temu, da je res tako. Ampak jaz lahko zatrdim, ker sem tudi skozi naše oddaje, ki jih pripravljam, res v zadnjih 15 letih številne Rome že predstavil zelo uspešne. Tudi recimo eno zmotno prepričanje je bilo, na katerega naletim skoraj vsako leto, tudi pri študentih, ko predavam, da ni visoko izobraženih Romov. Jaz lahko trdim, da nas je zelo, zelo veliko. Ker sicer moje predavanja so včasih zelo hecna. Vedno profesorje prosim, naj ne povedo, da pride predavati nekdo iz romske skupnosti. Pač pride Sandi Horvat, bo predaval o Romih, ker vsi pričakujejo, če napovedo, da pride Rom predavati, da pride temnejše polti, da morda ne bo znal toliko tako lepo slovensko govoriti, morda ne. In potem vprašam ponavadi v predavalnici, kako izgleda Rom. Pa to so študentje, bodoči strokovni delavci, bova rekla. In slišim res vse stereotipne predstave o Romih, od temne polti, slabše oblečeni, slabša slovenščina, nezaposleni, neizobraženi. In potem povem, zakaj pa jaz ne bi mogel biti Rom. Ja, ker govorite lepo slovensko, ne, pa in vse to. Ja, ampak sem tudi Rom. In imam dokončan magisterij in potem vidim takšne izraze na obrazu, ne. Tako da so te stereotipi in predsodki tudi pri mladih še vedno zelo, zelo prisotni, kljub temu, da imamo danes praktično cel svet na dlani. Pa če se vrneva k tem stereotipnim predsodkom. Torej, en del romske populacije prav gotovo obstaja, ki slabše govori slovensko. Tudi drži, da se po izgledu, morda po načinu oblačenja ločijo od mogoče večinskega prebivalstva. Zakaj? Oziroma je to statusni simbol, je to znak pripadnosti skupnosti, je to pomanjkanje denarja, je to pomanjkanje dobrega okusa konec koncev? Kaj je to? Jaz bi samo pač tukaj imel, če bi že moral izbrati en odgovor, je to samo ekonomski položaj družine. Oziroma pač ali skupnosti v nekem okolju. Nič drugega. Ker morate si predstavljati, ker jaz pač zelo rad dajem primere, da si res ljudje znajo predstavljati. Če si predstavljate, ne vem, enega otroka, ki prihaja iz romske skupnosti, živi v naselju, družina je bolj ekonomsko slabše situirana, morda celo prejemniki socialnih transferjev. Kako izgleda takšen dan tega otroka in njegovih staršev? Verjetno otrok hodi v šolo in pozna samo pot do šole in nazaj domov. Starši pa verjetno ne gredo niti iz naselja, razen če grejo po otroka ali pa gredo v trgovino in to je to. Kako izgleda življenje takih ljudi, če so 24 ur, bova rekla, zaprti v nekem naselju, ne družijo se z večinskim prebivalstvom, ker je tudi Rome strah ne Romov, tako kot je ne Rome strah Romov. In če ta otrok v svoji bližini, v svojem naselju ne vidi nobenega sovrstnika ali pa ne vem, starejšega brata, sestro, ki bi dokončal srednjo šolo ali Rome, ki bi bili zaposleni, tudi sam ta otrok verjetno nima nekih velikih ciljev in ambicij in se njegove sanje, kot pravim, vedno stavijo na izstopu iz naselja. Ampak je res ta strah, pač to bi rad poudaril, ker sem kar nekajkrat že izvedel delavnico, ki je bila popolnoma enaka.
za večinsko prebivalstvo, za udeležence iz večinske skupnosti in iz romske skupnosti. In dejansko ugotovil, da se ne Romi bojijo Romov, Romi pa ne Romov. Zakaj? Ker ne komunicirajo med seboj, ni dialoga. Zato sem potem tudi tem javnim inštitucijam priporočal, da kljub temu, da če imajo programe izključno za romsko skupnost, naj vseeno povabijo zraven še neromsko skupnost, ker se morajo ljudje začeti pogovarjati. To je dejanski pokazatelj, da sploh ni nobenega dialoga v okolju.